Pretekli teden v četrtek je svoje aktivnosti predstavil nogometni klub Tolmin in to je tudi razlog, da smo danes njegovega predsednika Mitjo Taljata povabili v naš studio, da nam bo omenjene aktivnosti predstavil tudi nam in seveda poslušalcem. Mitja, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam in vsem poslušalcem. Seveda vsaka predstavitev aktivnosti tudi za nogometni klub Tolmin pomeni nekakšno mini inventuro v začetku leta, čeprav smo ga že kar dobro začeli in vstopili v drugi mesec leta 2014, pa bi šla mogoče kar takole po točkah, ki ste jih predstavili tudi pretekli četrtek v vodni hiši na Mostu na Soči. Kako da ste se odločili, da date vaše aktivnosti in vaše rezultate na nek način takole na plano javnosti? V bistvu ta zimski čas je nekako del leta, ko naše aktivnosti najbolj počivajo. Tako da v tem času imamo največ priložnosti za pripravo na nadaljevanje sezone. Tekmovanja mirujejo, tako da v tem času mogoče najprimernejše, da se predstavi novosti, aktivnosti, ki potekajo v klubu neprestano. Želeli smo, da s tem seznanimo tudi javnost, tako da je tudi javnost čim bolj seznanjena z novostmi. Razlog pa je tudi to, da je kar precej stvari se v tem času zgodilo, ki so zelo aktualne, tako da smo v vsakem primeru želeli obvestiti ljudi o vsem, kar je novega v našem klubu. Če začnemo morda pri teh organizacijskih dejavnostih, obetajo se vam nekako tudi volitve oziroma imenovanja v različne odbore oziroma v različne organe vašega kluba. Katere so tiste spremembe, ki jih imate na vidiku? Ja, tako je. Letošnje leto 2014, je tudi leto, ko imamo volilni občni zbor, ki poteka vsake 4 leta. Tako da se letos pripravljamo na izvedbo tega občnega zbora in v tem kontekstu tudi želimo malo animirati članstvo v našem klubu, pridobiti mogoče nove člane. K temu želimo predvsem tudi pritegniti čim več bivših igralcev, navijačev, staršev igralcev, predstavnike sponzorjev, tako da želimo čim bolj kvalitetno zastaviti delo za naprej, mogoče malo osvežiti naš upravni odbor in potem v novo obdobje vstopiti s svežimi močmi, s čim več elana. Seveda ste govorili tudi o gmotnih stvarih, o finančnih načrtih in podobnih stvarih, s katerimi se seveda vsak klub sooča in ob tem predstavili tudi pomembno novost. Uspeli ste namreč pridobiti novega generalnega sponzorja. Tako je, kot vsa športna društva imamo tudi mi kar precej težav z pridobivanjem zadostnih finančnih sredstev za naše delovanje in to pomeni kar pomembno omejitev pri našem delovanju oziroma zbiranje teh sredstev finančnih je ena od glavnih nalog upravnega odbora kluba, tako da je to zelo pomembno. Jaz bi tukaj rekel, da je NK Tolmin mogoče klub, ki ima res ogromno manjših sponzorjev, tako da trenutno imamo evidentiranih kar 65 sponzorjev in bi se na tem mestu res zahvalil vsem, ki kakorkoli pomagajo pri našem delovanju, kajti prav vsak prispevek nam pride zelo prav in vsak prispevek pri delovanju je zelo pomemben. Z druge strani ne bi mogli niti izhajati z prispevki večjih sponzorjev, ki vseeno predstavljajo večji del našega proračuna, ob seveda dotacijah, vadninah strani staršev, igralcev, vstopnini in še nekaterih drugih prihodkov, ki jih klub ima. Kot ste že omenili, je pomembna novost to, da nogometni klub Tolmin v leto 2014 vstopa z novim glavnim sponzorjem, ki bo tako poleg podjetja Avtoprevoz, ki je bil nekako glavni sponzor že doslej, podjetje TKK Srpenica, tako da je to zelo pomembna okrepitev za naš klub z finančnega vidika in bo pomenila dodatno stabilizacijo kluba in nekako omogočila uspešno delovanje kluba oziroma uresničitev klubskih ambicij tudi v prihodnjem letu. Verjetno ste na omenjeni prireditvi podelili tudi drese predstavnikom omenjenih podjetij. Tako je, na prireditvi na Mostu na Soči v vodni hiši smo v četrtek tudi podelili obema glavnima sponzorjema klubski dres v zahvalo in v spomin nekako. Tako da
je bila to neka gesta z naše strani za prispevek obeh podjetij k delovanju kluba. Pomemben del delovanja vsakega športnega kluba je seveda tudi primerna infrastruktura, ki omogoča tako primerne tekme, kot seveda morda še pomembneje, primerne možnosti za trening. Kako ste zadovoljni stanjem v sedanjosti v Tolminu, kaj bi se dalo morda še izboljšati in imate morda kakšen konkreten predlog oziroma projekt, na katerem boste v tej sezoni delali? Ja, kar se tiče pogojev za treniranje, je tako, da vsi vemo, da nogometni klub Tolmin ima predvsem težave, kar se tiče teh spremljajočih objektov, to se pravi predvsem slačilnic, pa tudi, bom rekel, tribun za gledalce, ki ne eno ne drugo ni na nivoju tekmovanj, v katerih se klub udejstvuje. Kar se tiče slačilnice, zadeva celo tako katastrofalna, da je praktično že nevarna za uporabnike in moram reči, da v zadnjem času je kot neka začasna rešitev se pojavlja ideja o kontejnerskih slačilnicah oziroma slačilnicah v montažnih objektih, ki bi nekako prebrodile to težavo, ki jo sedaj imamo, in vsi upamo, da bo to z rebalansom občinskega proračuna tudi nekako potrjeno in da bodo te slačilnice v marcu dejansko se nekako pričele montirati, kar bi nekako rešilo naš največji problem, ki ga imamo sedaj glede infrastrukture v nogometnem klubu. Kar se tiče nekih malo, bom rekel, dolgoročnejših načrtov, se sedaj, kot veste, pojavljajo razne ideje o ureditvi oziroma v ureditvi komplet lokacije Brajde, Cvetja, mogoče tudi obvoznice, in s tem v povezavi se pojavljajo tudi razne ideje okrog prihodnosti športnega parka Brajda. Jaz moram reči, da smo se mi prav v zadnjem času malo bolj posvetili temu problemu in da smo nekako skupaj tudi z drugimi športnimi društvi, pa tudi z osnovno šolo in gimnazijo Tolmin prišli na neko skupno stališče, ki ga bomo zagovarjali. To pa je, da se športni park Brajda ne seli, ampak da nekako vse objekte, ki jih potrebujemo za svoje delovanje in vse površine nekako združimo na enem mestu, in to je na območju sedanjega športnega parka, mogoče z neko razširitvijo proti sedanjemu ležečemu nebotičniku in stavbam PRC-ja. Tako da to je neka ideja, ki jo bomo zagovarjali in katero bomo poskušali aktivno nekako posredovati dalje odgovornim. Seveda so tudi navijači, obveščenost o tekmah in nasploh o delovanju vašega kluba tudi ena izmed stvari, ki jim je verjetno potrebno posvetiti nekaj pozornosti. Kaj boste morda na tem področju storili? Tako je, zadali smo si cilje tudi na tem področju oziroma želimo malo povečati naše aktivnosti v smislu obveščenosti o vseh stvareh, ki se dogajajo v našem klubu. Tudi želimo pritegniti čim več navijačev na naše tekme, čim več ljudi, ki spremljajo naše udejstvovanje. Tako da za letošnje leto pripravljamo prvo malo nek osvežitev obstoječe internetne strani, kmalu pa tudi, oziroma poleti pa tudi pripravo nove strani, ki bo še, bom rekel, modernejša, še bolj zanimiva. Poleg tega smo tudi osvežili Facebook profil, naredili smo Twitter profil, želimo čim več stvari tudi objavljati, čim več posnetkov na YouTube kanalu, ki ga že imamo, že nekaj časa. Pripravljamo tudi še par drugih zanimivih stvari, kot so neki navijaški artikli, mogoče tudi lahko navijače že sedaj povabimo na prvo tekmo, ki bo gostovanje v Trbovljah, ko bomo tudi organizirali skupni odhod na tekmo, mogoče tudi malo cenejše vstopnice in podporo naši ekipi na prvi tekmi v sezoni, ki bo zelo pomembna.
Vsaka zmaga je nov spomin. Gremo Tolmin, vedno polni energije, ko za klub srce nam bije. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina. Naj odmeva od gora vse do nižin, samo eden je Tolmin. Črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Teče žoga, teče čas, teče vroča kri v nas. Nogomet je adrenalin. Gremo Tolmin, vedno polni optimizma in lokal patriotizma. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj odmeva od gora vse do nižin, samo eden je Tolmin. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Nogomet na valovih do Nišlije, dan kjer se Tolminka v Sočo zlije, z nami naj se dvigne do višin, nogometni klub Tolmin. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj odmeva od gora vse do nižin, samo eden je Tolmin. Rdeče črni iz Tolmina, naj se piše zgodovina, naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Naj se sliši preko hribov in dolin, da najboljši je Tolmin. Če gremo morda sedaj od teh organizacijsko-upravnih načrtov še bolj na tiste športne, bolj vsebinske morda, kako ste sicer zadovoljni z širšim delovanjem kluba oziroma kakšne rezultate ste predstavili v četrtek? Kakšni so vaši pogledi na širši pregled selekcij takole iz krovnega vidika? V četrtek sicer nismo prav detaljno pregledovali vse rezultate vseh selekcij, malo bolj smo se mogoče osredotočili na to člansko ekipo, ki se v tem trenutku že pripravlja na začetek pomladanskega dela sezone. Ampak kljub temu smo se na kratko dotaknili tudi vseh mlajših selekcij, ki prav tako uspešno nastopajo v različnih tekmovanjih pod okriljem Nogometne zveze Slovenije. Uspešno se združujemo z ekipami iz Idrije pri mladinskih ekipah in pri ekipah starejših dečkov, tako da to sodelovanje poteka zelo dobro sedaj že več let in ga mislimo v prihodnje samo še nadgrajevati. Prav tako pa tudi imamo kar dobro zastavljeno delo z vsemi najmlajšimi selekcijami, vse od 6-7-letnih fantov pa do, bom rekel, tistih potem, ki prehajajo počasi v članske ekipe. Tu moram izpostaviti tudi vse trenerje, ki se res precej trudijo, ki usklajujejo mogoče nekateri tudi svoje službene obveznosti s treniranjem potem naših mlajših selekcij, kar je marsikdaj zelo težko in zahteva precej truda, usklajevan, odrekan, ampak pač
nobena stvar ni enostavna, tako da je pač potrebno to združevati, da nekako uspešno vozimo ta klub dalje. Omenili ste že malce načrte. Kakšni so torej tisti kratkoročni načrti pri določenih selekcijah, ki jih velja morda v tem pogovoru še izpostaviti in kam se bo klub še usmeril v letu 2014? Kar bi mogoče bilo posebej za izpostaviti pri mlajših selekcijah je to, da absolutno želimo zagotoviti v drugem delu obstanek oziroma mirno nadaljevanje sezone pri selekciji U15, ki nastopa v prvi slovenski ligi. Prav tako želimo nekako ojačati delo pri teh mlajših selekcijah od U13 do U7, nekako čim bolj številčno članstvo zadržati do konca sezone in nekako trenersko ekipo ustaliti pri teh selekcijah, tako da bomo nekako uspešno te selekcije vodili dalje. Kar se tiče mladinske ekipe, bi lahko tudi tu povedal, da želimo letos stabilizirati ekipo, drugo leto pa mogoče še malo ojačati delo s tema selekcijama, s to selekcijo in mogoče malo nadgraditi zadeve, kot stojijo sedaj. Če pogledamo še člansko ekipo, s katero smo se mogoče v zimskem času še največ ukvarjali, tu so cilji z prihodom novega sponzorja, ki bo prevzel tudi dodatek v imenu članske ekipe, tako da bo ekipa v drugem delu nosila ime nogometni klub TKK Tolmin. So te ambicije mogoče še bolj na, bom rekel, trdnih temeljih, tako da članska ekipa absolutno ima cilj osvojitve prvega mesta v 3. ligi Zahod in potem nastopanja v 2. ligi v naslednji sezoni. Nekako v skladu s tem smo tudi malo okrepili ekipo v zimskem prestopnem roku, tako da je kljub obhodu Saše Kolmana in Sanela Kalakoviča smo pridobili 3 nove okrepitve, in sicer Daliborja Sokanoviča, Dejana Sokanoviča in Luka Volariča, za katere mislimo, da bodo primerna okrepitev za drugi del sezone in da bo z njimi pot do našega cilja lažja. Nikakor pa niso zagotovilo za to in pač kompletna ekipa, tako trenerji, igralci, kot tudi uprava, navijači bomo pač morali dati svoj delež k temu, da bo ta cilj uresničen. Da se bo pisala zgodovina pri rdeče-črnih iz Tolmina, bi lahko rekla, ne? Tako je. Mitja Taljat, predsednik nogometnega kluba Tolmin, zahvaljujem se vam za ta pogovor in seveda želim čim več izpolnjenih ciljev, ki sva jih danes napovedala. Hvala lepa.